Rime in goreče srce ustvarjata nepozabljive stihe in pogosto neslišane vzdihe. Bliža se konec meseca, ki nas je navdihoval s poezijo in ljubeznijo, zdaj pa stopamo pomladi in novostim naproti. Danes smo za vas pripravili zanimivosti z področja nevroznanosti, predstavili vam bomo korake za namestitev programa Glukokontra online, pokukali bomo pogovore, ki so razpravljali o kroničnih ranah in preventivi ter zaključili s predstavitvijo steroidnega diabetesa. Vabljeni k ogledu! Sinapsa je slovensko društvo za nevroznanost, ki je bilo ustanovljeno na pobudo raziskovalcev in kliničnih strokovnjakov, ki se pri svojem delu srečujejo z živčnim sistemom. Cilj delovanja društva je spodbujanje izobraževanja v nevroznanosti ter osveščanju javnosti o živčevju in njegovem delovanju v zdravju in bolezni. V tretjem tednu marca 2022 bo pod okriljem Sinapse organiziran že tradicionalni slovenski teden možganov z različnimi aktivnostmi, ki bodo razmišljanje o možganih približali tudi širši javnosti. Tema letošnjega leta je povezanost telesa in možganov z naslovom Utelešeni. V dneh med 14. in 18. marcem ste vabljeni na številna predavanja, delavnice in filmske večere, okrogle mize, ki jih bodo posvetili temam, ki prepletajo možgane in telo. Skratka, obeta se nam nadvse zanimiv teden, ki se ga preprosto ne sme zamuditi. Sladkorno bolezen pogosto spremlja tako imenovana diabetična periferna nevropatija. To je okvara živčevja, ki se najpogosteje pojavi pri osebah, ki imajo sladkorno bolezen že dlje časa, oziroma če je sladkorna bolezen slabo vodena. Približno 30% oseb s sladkorno boleznijo zaradi okvar živčevja trpi tudi pekoče bolečine in čuti mravljinčenje v stopalih. Boleča diabetična nevropatija bolnikom močno zmanjšuje kakovost življenja. Pogosto se bolečini pridruži depresija ter motnje spanja in apetita. Bolniki z bolečo diabetično nevropatijo bolečino v povprečju ocenijo na meji med zmerno in hudo. Opisujejo jo kot vročo ali žgočo, kot električne sunke ostro in ščemečo, srbečo in zbadajočo. Pri večini se bolečina postopno krepi. Poleg takojšnje skrbi za bolj urejen krvni sladkor se osebi s sladkorno boleznijo predpiše zdravljenje s tabletami, ki je običajno ustaljena metoda obravnave takšnih bolnikov. Na voljo pa je tudi nova možnost zdravljenja neobvladljive kronične bolečine zaradi diabetične periferne nevropatije. To je metoda draženja hrbtenjače, ki pride v poštev pri skrbno izbranih bolnikih, ki se ne odzivajo na običajne metode zdravljenja s tabletami. Neodvisna študija je pri skupini bolnikov zdravljenja stimulacijo hrbtenjače pokazala pomembno zmanjšanje bolečine zaradi diabetične periferne nevropatije. Zaradi bistvenega zmanjšanja bolečine pri terapiji s stimulacijo hrbtenjače se je bolnikom posledično izboljšala tudi kakovost življenja. Tako je na podlagi izsledkov študije Ameriški vladni urad za zdravila in prehrano januarja letos že odobril zdravljenje kronične bolečine zaradi diabetične periferne nevropatije s stimulacijo hrbtenjače kot novo indikacijo. Kot vidimo, sodobne tehnologije ponovno prinašajo nove možnosti tako za bolnike kot tudi zdravnike. Za nami sta še dve oddaji Pogovori. Drugo srečanje je zaokrožilo debato o kroničnih ranah, maceraciji okolne kože, nadzoru nad izločkom ter o izboru ustreznih oblog pri ranah z obilnim izločkom. Gosta sta bila Anja Jovanović-Kunstelj, specialistka kirurgije in strokovna direktorica Splošne bolnišnice Jesenice, ter Klimen Dajoski, specialist splošne kirurgije z kliničnega oddelka za kirurške okužbe in diabetično stopalo iz Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. Tretji pogovor pa je v družbi Tadeje Krišelj in Sabine Simonič iz Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana obravnaval preventivne pristope za nastanek poškodb zaradi pritiska. Posnetek oddaj Pogovori si lahko ogledate na naših spletnih straneh ter na YouTube kanalu. Novi oddaji Pogovori pa se lahko pridružite v mesecu marcu, ko bomo govorili o vodenju sladkorne bolezni z inzulinsko črpalko med bivanjem v bolnišnici, o prehrani ter o vplivu urejenega sladkorja v krvi na psihično počutje oseb s sladkorno boleznijo. V prejšnji oddaji smo vam predstavili program Glukokontra online. Danes vam zaupamo, kako lahko delite izmerjene vrednosti z vašim zdravstvenim osebjem. Če že uporabljate aplikacijo Kontur Diabetes, kliknete na povezavo v vabilu, ki vam ga je na elektronski naslov poslal vaš zdravstveni delavec.
Z istimi podatki, kot jih uporabljate pri uporabi aplikacije Kontur Diabetes, se vpišete na strani Glukokontrol online. Če aplikacije Kontur Diabetes še ne uporabljate, v prvem koraku kliknite na povezavo v vabilu, ki vam ga je na elektronski naslov poslal vaš zdravstveni delavec. Na strani Glukokontrol online si določite uporabniško ime in geslo, dokončate postopek registracije. V drugem koraku pa si na pametno napravo namestite aplikacijo Kontur Diabetes. Za vpis v aplikacijo uporabite isto uporabniško ime in geslo, kot ste si jo določili za Glukokontrol online. Zdaj bodo podatki o izmerjenih vrednostih dostopni tudi vašemu diabetologu. Za konec bomo spregovorili še o tako imenovanem steroidnem diabetesu. Steroidni diabetes je s steroidi povzročena sladkorna bolezen, ki je prišla bolj v ospredje v času covida. Steroidi oziroma glukokortikoidi, kot so na primer hidrokortizon, deksametazon in medrol, delujejo protivnetno in zavirajo imunski odziv. Zato se uporabljajo skoraj v vseh vejah medicine, na primer na področju gastroenterologije, revmatologije, onkologije in po transplantacijah organov. V zadnjem času pa beležimo porast uporabe steroidov tudi v procesu zdravljenja covidne bolezni. Steroidi lahko poslabšajo urejenost že obstoječe sladkorne bolezni, lahko povzročijo nastanek sladkorne bolezni tipa 2 pri osebi, ki je že imela predhodno preddiabetično stanje in v tem primeru ta ostanejo tudi po ukinitvi zdravljenja s steroidi. Lahko pa povzročajo nastanek tako imenovanega steroidnega diabetesa, ki izzveni po prenehanju zdravljenja s steroidi. V vseh teh primerih je pomembno, da posameznik redno meri sladkor v krvi in sledi navodilom zdravnika. Tako najbolje poskrbi, da sladkor v čim večji meri ostane v zdravem območju. Veseli nas, da ste bili v naši družbi. Vabimo vas, da nas všečkate na naši Facebook strani, kjer vas redno obveščamo o vseh novostih, zanimive vsebine pa najdete tudi na našem Instagram profilu. Za samodejno obveščanje o novih video vsebinah se naročite na naš Zalokar in Zalokar YouTube kanal. Spremljajte nas še naprej.